Ja, dobro jutro želim vsem. Hvala vsem, ki ste se že pridružili. Marko, živijo, dobro jutro tudi tebi. Dobro jutro, kako je, Matej? Danes imaš reprezentanco in Lakerse. Ja, včeraj zvečer nam ni uspelo se skupaj dobiti, da bi eno analizo tiste druge kvalifikacijske tekme naredili proti Švedom, pa bova to lahko danes mogoče na koncu te analize še kakšno o tem rekla in seveda začela bova pa z Lakersi in Sunsi, čeprav jaz kaj dosti nimam v tej tekmi za povedati, kot to, da so se v bistvu Lakersi osramotili. Na podoben način kot Slovenija na tisti prvi tekmi proti Estoncem. V bistvu bi rekel, da še huje, no, glede na to, kako so odigrali to tekmo, še posebej po poškodbi prvega igralca Sunsov, Bookerja, so dejansko povsem razpadli iz igralskega vidika. Na koncu so imeli 21 izgubljenih žog, po katerih so prejeli kar 32 točk. Luka 9 izgubljenih žog, Austin Reeves 5 izgubljenih žog, pa LeBron James 3, v bistvu samo te trije so imeli skupaj 17 izgubljenih žog, ostali niti niso bili toliko problematični. Na koncu je bil v bistvu to tudi glavni razlog za zmago. Imeli so na koncu 80 metov, Sunsi 92 metov, torej 12 napadov, manj tudi za voljo teh izgubljenih žog. Sunsi so odlično metali za 3 točke, tudi obramba, še posebej na zunanjih položajih, je bila zelo lena in zelo slaba. Tudi tukaj niso našli nobenih rešitev, pa se mi zdi, da je JJ še malce olja prilil na ogenj s tem, ko je Austina Reevesa dal na Brooksa pa Jakea LaRavio, ki ste ga primarno pokrivala, in Brooks je zgledal na trenutke kot pravi Michael Jordan. Na koncu je končal s 33 točkami, 15-26 met in bil velik del razloga, poleg Collina Gillespija, ki so ga pa ravno včeraj omenjala tudi kot enega od teh pozitivnih presenečenj v vrstah Sunsov. On je dal pa 28 točk z metom 10-19 iz igre, pa 8-14 za 3. 57% je bil za 3, kar 8 trojk zadev. In v obrambi so Sunsi igrali tako, kot igrajo v bistvu že celo sezono. Izjemno agresivno. V bistvu na nek način kopirajo OKC-jev recept za obrambo. Ves čas na meji prekrška, na meji favla, pritiskajo, pressing igrajo po celem parketu. In seveda zato tudi vodijo po številu ukradenih žog v ligi. To je v bistvu glavni motor njihove igre. V napadu so v bistvu ukradene žoge v obrambi, tranzicija in potem hitri koši, in točno tako igro so prikazali proti Lakersom, ki so na trenutke delovali, kot da niso bili niti dobro pripravljeni na to tekmo. Dejansko so igrali proti Sunsom, ne vem, tako kot proti Clippersom, ki so pač drugačna ekipa in so res pogrnili na vseh inštancah, ko gre za to tekmo, in me prav pošteno razočarali. Sem mislil, da so malce bolj dozoreli do te točke, ampak smo videli na tej tekmi, da niso in da so nagnjeni tudi takim kiksom, kot je bil ta. Ja, tekma ni izgledala od začetka, da se bo prevesla v tačno prednost za Phoenix. Prva četrtina je končala 31-31, Luka odličen 20 pik, ampak večino pik je dosegel iz izolacije. Pokrivali so ga samo ponovadi z enim branilcem, torej switchali so, vsakič, ko je naredil blok, ga je priprimil en drug branilec. Prav dosti ga niso podvajali, pustili so, da svoje točke, in glede na to, da imajo agresivno obrambo, na začetku ga je seveda Brooks pokrival, mislim, da je bil to kar dober defenzivni plan, in po prvi četrtini sem samo čakal, kdaj bojo naredili Phoenix en tašen niz, s katerim se bodo odlepili, in to so tudi naredili v drugi četrtini.
so najprej naredili en niz 7-0, potem proti koncu druge četrtine pa so še z enim nizom prišli na prednost 66-52 in pod manj kot 10 točk Lakersom ni uspelo nikoli priti do konca tekme. Luka sploh ni odigral zadnje četrtine, ker je bila že takšna velika prednost. V bistvu samo LeBron je hotel doseči svojih 10 točk in to je vse, kar je zadnja četrtina ponudila gledalcem. Pa jaz ne bi rekel, no, toliko, da so se fejsto sramotili. Lej, bila je druga tekma v 2 dneh, sicer so igrali obe doma, kar je malce lažje kot zdaj, ko bodo igrali tudi 2 tekme back to back v gosteh. Ampak bilo je za pričakovati, da bodo, če ne letiš na tako agresivno ekipo, kot je Phoenix Suns, drugo tekmo v 2 dneh, je nekako pričakovati, da je to, tako ko reče Američani, schedule loss. Ma ne, proti Sunsom v taki situaciji niti približno ne morem to tekmo označiti za scheduled loss. Mogoče, če potuješ vmes, imaš dolgo potovanje, prideš ob 4 zjutraj, 5 zjutraj v Novo mesto, pa igraš potem kmalu že tekmo, to je drugo. Ampak v tem primeru pa ne bi tega označil za scheduled loss. In ne bi dal tega izgovora, niti približno. Ja, potem pa je treba razmisliti, kaj je narobe z Lakersi, ne samo glede obrambe, ker vemo, da niso najboljši, ampak tudi glede napada, ko razen Luke ne more noben nič narediti. In ali je to tudi malo delno kriva strategija v napadu, Mislim, ali ne Luka more. porabi preveč žog, ali je treba organizirati boljše akcije. Spomniš, ko so igrali potem v Dallasu, ko je Kyrie Irving imel svojo drugo sezono v Dallasu in je tudi Luka pustil malo več žogo Kyrieju, ni več imel tiste izbruhe v prvi četrtini, tako kot zdaj v Lakersih. Je bilo malo drugače. Ne rečem, da je bila ista ekipa, ni ista ekipa, je tudi bila boljša defenzivno, ampak mogoče lahko JJ Redick poskusi kaj drugega in špara Lukota bolj za zadnjo četrtino. Ja, ne, v bistvu to, kar si omenil, mislim, pač odlična prva četrtina Luke. Luka je standardno agresiven na začetku, ker želi seveda prisiliti obrambo v to, da ga začne podvajati. Samo Sunsi na tej tekmi ga niso nikoli podvajali. V bistvu praktično nič podvajali, za razliko seveda od vseh ostalih ekip, ki prej ali slej se poslužijo, tudi če začnejo z individualno obrambo oziroma prevzemanjem obrambi, potem preidejo na podvajanja in se tako odpre več prostora za soigralce. Sunsi pa tega niso naredili in so bili pripravljeni seveda pustiti, da bi Luka dosegel tudi precej več. Na koncu je dal koliko? 31 minut je igral, ker zadnje četrtine ni igral, pa 38 točk dal, tako da če bi igral še zadnjo četrtino, bi verjetno prišel prek 50 točk ali pa tam okoli 50 točk dal na tej tekmi. In mislim, da bi lahko bil ravno obratno. Jaz mislim, da na takih tekmah mora biti on še bolj agresiven. Oziroma konstantno agresiven. Zaradi tega, ker pol je začel, kljub temu, da ga niso začeli podvajati, je začel forsirati določene podaje. Nekatere podaje so bile recimo samo rahlo brez glave in nespametne v določenih trenutkih, ampak določene so bile pa tudi forsirane, kjer bi mogel v bistvu sam zaključiti. Bi bilo dosti bolj, da bi sam zaključil, kot pa da išče dodatno podajo. Tako da jaz se ne strinjam, sem videl neko izjavo Roberta Orja, ki v studiu po tekmi za Lakers dela analize in on standardno vsakič, ko zgubijo, je njegov recept Luka more več podajati. S tem, da Luka je med 3 najboljšimi podajalci lige, tako da težko da rečemo, da ne podaja več, ampak je tudi standarden hater Luke, ki vidim, da ga vedno kritizira pa prca in ne vem, kako lahko spektrum, ki je postaja, ki Lakers se prenaša, zaposluje enega tazga haterja, ki je že imel polno takih bizarnih izjav v Luki skozi leta, ampak to je druga zgodba. Mislim, iz vidika analize se mi zdi to čisto zgrešeno, zaradi tega, ker problem ni bilo to, da niso podajali, problem je bil to, da so v določenih trenutkih preveč forsirali podaje in glede na to, kako imajo sestavljeno ekipo, bi seveda tukaj Luka, pa tudi Austin Reeves in LeBron James morali biti bolj učinkoviti v teh situacijah in ko so individualno zaključovali. In tudi Reeves ni bil recimo
dovolj agresiven na tej tekmi. Na koncu 12 metov, 16 točk, to je absolutno premalo, LeBron 10 metov, 10 točk, to je absolutno premalo, tako da bi morali biti oni v bistvu bolj agresivni in lahko bi bolj izkoristili tudi določene igralce. Recimo Rui v 23 minutah končal samo z enim metom. Zdaj tukaj ni problem samo ta, kot govorim, da mu ne bi podajali, ampak da tudi ni bilo situacij, v katerih bi mu lahko podali in se on ni recimo odkril, mogoče so bili na trenutke preveč statični, ampak glaven problem v končni fazi so bile te izgubljene žoge, ki pa že takoj po mojem kažejo na to, da pristop ni bil pravi, da priprava na tekmo ni bila prava in pristop ni bil pravi. Ko rečeš, Rui bi lahko imel več metov, ja, kako? Kaj ne pride do LeBrona, Reevesa ali pa... S tem, da uteka, da se Luke, odkriva, da mu da vzame žoge uteka. z roke. Ne vem, mislim, ne. Taktika Sunsov je delovala. A me slišiš? Ja, te slišim, ampak želim povedati Ja, do konca, brez uteka, da me prekineš. Rui se je odkrival, ampak veš, če je tašna taktika Sunsov, da ne podvajajo Luke, in on potem nima nobenemu podati, če so vsi skupaj preveč statični, ja, potem je problem dobiti žogo in zato Rui ni dobil žoge. Ne? Veš, zdaj, Lakersi niso znani po temu, da švigajo v napadu, si delajo bloke, utekavajo in tako naprej. To ni njihova igra. Mogoče bi lahko postala njihova igra, če bi to J.J. Redick želel. Ampak zaenkrat to ni. Tako da kaj ne naredijo v takšnem primeru, ko je obramba agresivna in Luke ne podvajajo? Mislim, to bojo oni videli proti Oklahomi v play-offu, če bo naleteli na njih. Tako da bolje, da zdaj začnejo o tem razmišljati pa reševati proti takšnim ekipam, kot je Phoenix, ko si rekel, da podobno igrajo kot Oklahoma. Sej, jaz sem rekel, kaj je bil recept tukaj. Tukaj na takih tekmah, glede na to, kakšno ekipo imajo, kakšen roster imajo, morajo Luka, Austin in LeBron biti individualno dosti bolj učinkoviti in agresivni v teh situacijah in sami zaključovati. Na taki tekmi bi morali oni skupaj dati, ne vem, tam recimo 70 točk. 70-80 točk, pa potem seveda še nekaj točk ustvar s podajami, ampak bi morali biti kot skorerji dosti bolj učinkoviti. Že spet, mislim, Austin Reeves ima 29 točk povprečja, na tej tekmi jih je dal 16. LeBron tudi bi mogel okoli 20 točk biti in oba nista bila tokrat toliko učinkovita, kot sta ponavadi, oziroma do zdaj bila. Tako da to, mislim, glede na že spet roster, ki ga imajo. Zdaj lahko bi poskusil, po mojem, ne vem zakaj ni JJ zgleda, da je Vanderbilt čisto izpadel iz rotacije, ker se vidi, da so na tej tekmi Knehta pogrešali, predvsem v obrambi na Gillespiju, kjer že tako je obramba na zunanjih položajih slaba, ampak Smart je tisti, ki lahko dela razliko v tem aspektu oziroma v obrambi in so ga pogrešali. In edini, ki pa lahko recimo še igra približno obrambo na tem nivoju, je Vanderbilt, ki je seveda črna luknja v napadu, ampak vseeno bi mogoče lahko. Mislim, zanimivo se mi zdi to, da je čist izpadel iz rotacije, da na koncu tudi v tem garbage timeu, na koncu, ko je bila tekma že odločena, ni dobil nobene minute in je bil potem v bistvu edini igralec v postavi, ker se v danes niti ni igral. Tako da je zgleda povsem zgubil zaupanje van JJ, ampak ko ni, zdaj če na njega ne računa in če ni Smarta, tukaj pa pol pridemo že spet do tistih debat o tradu, kakšnega igralca bi še rabil. Recimo, ker Gabe Vincent je bil tudi čist neuporaben na tej tekmi. 1-6 iz igre, 1-4 za 3, pa vsi 4 meti za 3 so bili povsem odprti. Tako da bi od njega bil dosti več. Laravija tudi po dobrem začetku sezone nekako je v senci teh zmag Lakersov v zadnjem času ostalo to, da v bistvu Laravija nekako je zbledel, no, ni daje več tistega pridonosa, ki ga je dajal na začetku. Me prav zanima, koliko ima zdaj met za 3, ker se mi zdi, da mu je tudi precej padel. Tako da klop je absolutno preslaba trenutno od Lakersov. Vsaj, ko gre za
te boljše nasprotnike. Ja, 33%, pa na začetku sezone je bil tam pri skoraj 40%, tako da tam v zadnjem času verjetno so mu te odstotki morali precej pasti, da pogledam, koliko ima zadnjih veš kaj, 10 tekem. On je tudi dobro igral, največkrat je Ja. dobro igral, ali ko ni bilo Luke, ali ko ni bilo Reevesa, LeBrona itak ni bilo. Ne bi rekel, da je dobro igral, ko ni bilo Luke ali Reevesa. LeBrona ni bilo, ampak ko so imeli pa tekme, kjer sta Luka in Reeves igrala, ali pa eden od njiju, je pa po mojem dobro igral. V zadnjih 10 tekmah ima 23% met za 3, tako da je absolutno v slampu. V zadnjih 10 tekmah 5,8 točk, 34% met iz igre, 23 za 3, 2 skoka pa podaja v 22 minutah skoraj. Tako da absolutna nula, absolutna nula od Larevije. Ja, mislim, da on je takšen igralec, ko mogoče ne paše najbolj zraven Reevesa pa Luke. Recimo, če primerjaš z Rujem, Rui ne rabi toliko žoge v rokah, da zadane odprto trojko. Mislim, da Laravija jo rabi malo več. Čeprav Larevija v obrambi je malce bolj uporaben kot Rui in se trudi na tistem koncu, kolikor pač se da, in je soliden obrambni igralec, ni zdaj odličen. Ampak ja, če ne da kaj dosti v napadu, bi lahko počasi padel ne lih na nivo Vanderbilta, ampak prav daleč ne. No. In Phoenix ima res nekaj odličnih zunanjih igralcev, ki jih lahko ves čas rotira in na Luki in na Reevesu. Tukaj sta Dillon Brooks v prvi postavi, seveda je najboljših obrambnih igralcev. Royce O'Neal je tudi zelo dober, 11 podaj v tej tekmi, ampak tudi dobra obramba na zunanjih položajih proti Lakersom. In potem izklopi lahko tudi, ne vem, če bom prav povedal, Boeja, ki sem ga prvič videl, ampak imel je 3 ukradene žoge in igral zelo aktivno obrambo, z rokami je bil zelo aktiven. Ryan Dunn je tudi zelo dober v obrambi in te 4 so delali veliko težav zunanje linije Lakersov. Ja, vidim, da je Janez napisal, Sansi so se odločili, ok, Luka naj da svoje, ampak nas ostali ne bojo premagali in jim je to odlično uspelo. Ja, se strinjam, Igor pa, da je Luka po tekmi izjavil, da bi moral več metati na koš in da je forsiranje podaje vodilo do velikega števila izgubljenih žog. Ja, jaz dejansko mislim, da že spet, za razliko od Orija, ki pravi, da Luka ni dovolj podajal, da je bil problem tem, da je hotel preveč forsirati podaje. In že spet, ker so začela s tisto debato o tem pristopu Lakersov, kjer je Luka standardno izjemno agresiven v prvi četrtini in potem, ko ga začnejo podvajati, pa seveda več podaja in išče proste igralce, ko se jim odpre tudi dosti več prostora in je zaenkrat to do zdaj na večini tekem oziroma skoraj da na vseh tekmah to dobro funkcioniralo. V bistvu vse je, glede na to, da je bila v bistvu njihova najboljša četrtina, ravno prva četrtina, je v bistvu tudi na tej tekmi to funkcionira. Mislim, vse ostale četrtine so v bistvu izgubili. Prva je bila izenačena in iz tega vidika mislim, da na tej tekmi tudi ta pristop ni bil napačen, ampak potem seveda, ko niso Sansi začeli podvajati Luke, bi mogel v bistvu nadaljevati z zelo agresivnim pristopom, strelskim pristopom in že spet, enako velja za Austina Reevesa in LeBrona, ker vse so individualno pokriva. Sej LeBron dobil tudi dosti post-upov, ko je dobil switch, nižji igralec na njemu pod košem, dobil žogo in zapravil kar nekaj takih metov, ki bi jih preprosto mogel v postu zadeti. Austin Reeves tudi se mi zdi, da bi lahko bil dosti bolj agresiven v določenih situacijah, pa nekako je mogoče bil malce preveč pasiven na tej tekmi. To je pač njihova velika trojica v navednicah in na takih tekmah morajo oni z individualno kvaliteto odločiti, ker preprosto ekipe seveda nimajo dovolj dobre. In to se mi zdi
To se mi je zdel problem na tej tekmi. No. Problem predvsem s pristopom in načinom igranja, načinom igre, ki so jo pokazali na tej tekmi. Ja, zdaj Lakers se čaka kar težek razpored za naslednjih par tekem. Igrajo v četrtek, petek in nedeljo, vse 3 tekme so gostovanja, Toronto, Boston in Filadelfija. Jaz bom zadovoljen, če bodo zmagali 2 od 3. Ena od 3 je po moje bolj realistična, seveda upam, da ne bojo vseh 3 izgubili, ampak bomo videli, kako se bodo pripravili na tekmo s Torontom, ki ima tudi ima nekaj dobrih zunanjih obrambnih igralcev. Boston tudi, čeprav ni Tatuma in ni Jrue Holidaya, še vedno igrajo kar solidno. Filadelfija pa je zelo, zelo hitra ekipa, ki mogoče ni toliko dobra v obrambi, ampak smo videli, da ima Lakersi probleme s hitrimi ekipami, predvsem s takšnimi, ki igrajo dosti v tranziciji. In te 3 ekipe ne ustrezajo najbolj Lakersom in me res zanima, kaj bodo naredili v teh 3 tekmah, če bodo uspeli doseči vsaj 2 zmagi. Ja, zdaj odhajajo na to potovanje, kratko turnejo po vzhodu, torej Raptorsi, Celticsi in Sixersi, potem se pa vrnejo domov za četrtfinalno tekmo pokala proti Spursom, potem naslednji teden, ampak zdaj dejansko igrajo iz četrtka na petek, iz petka na soboto, pa iz nedelje na ponedeljek. Tako da v bistvu igrajo 3 tekme v 4 dneh, 3 gostovanja v 4 dneh, 3 potovanja vmes. To je tista, veš, ki si rekel scheduled loss in sem ti kontriral. Tukaj, veš, lahko recimo rečeš, da je kakšen scheduled loss, glede na to, da igrajo 3 tekme v 4 večerih, 3 gostovanja, pri katerih vedno potujejo vmes, to je že bolj naporno. Ampak glih zaradi tega so lahko še toliko bolj besni nad samim sabo, jezni zaradi tega poraza proti Sunsom, kjer bi pa morali pokazati precej boljšo igro. Mislim, predvsem je seveda tisto, kar jezi, je pristop in način, na katerega so izgubili to tekmo, ker niso bili praktično od polčasa naprej niti konkurenčni, oziroma se jim ni uspel približati niti kanček upanja ponuditi, zato da bi lahko recimo preobrat naredili in je bilo jasno, mislim, meni sploh ni bilo treba tam, od polovice 3. četrtine naprej sem že vedel, mislim, mi je bilo že prej jasno, no, ampak takrat je bilo dokončno jasno, da nimajo nobenih šans za preobrat in seveda take tekme oziroma take predstave potem še toliko bolj jezijo, ker so boljša ekipa od Sunsov. In je bil glavni razlog za zmago Sunsov ravno njihov pristop, energija, s katero so igrali, obramba, ki so jo prikazali, ampak niso pa v nobenem aspektu recimo Sunsi boljši od Lakersov. Tudi fizično jih ne bi smeli tako dominirati, kot so jih. In tukaj se je videl, pač mogoče so celo malce preveč zlahka vse skupaj vzeli ali pa mislili, da glede na to, da so nanizali zdaj toliko zmag, da bojo nove zmage avtomatično prišle. V vsakem primeru mentalni pristop več kot očitno ni bil pravi, potem pa seveda tudi realizacija na sami tekmi, fizika ni bila prava, intenzivnost, s katero so igrali in potem še površnost in izgubljene žoge, ki jih dodaš sem zraven in je razlog za poraz seveda povsem jasen in s tako igro seveda lahko tudi naslednje 3 tekme izgubijo. Zdaj na srečo smo videli, da recimo v tej sezoni niso imeli veliko takih lapsusov, kiksov, recimo v Atlanti je bil eden tak, ampak to je v bistvu praktično edini, ki mi pade recimo v glavo to sezono kot tak izrazita tekma, kjer recimo pristop ni bil pravi, ta proti Sunsom je zdaj druga taka tekma. In po tisti proti Atlanti so se dobro odzvali, takrat imeli tudi back-to-back, potem v Milwaukeeju in tam zmagali, pa v Miami so tudi na tistem gostovanju premagali, torej dobre ekipe oziroma ekipe tudi na back-to-backu
Torej so sposobni seveda se zbrati in bolje odigrati, ampak mora zdaj to prikazati na teh naslednjih 3 tekmah. Zdaj, če bojo iz te mini turnejce po vzhodu prišli z recimo 2 zmagama pa 1 porazom, bom jaz zadovoljen, ker mislim, da 3 zmage je skorajda težko na 3 zmage računati pri tako zahtevnem gostovanju. Mislim, 3 tekme v 4 večerih in potovanja vmes. Ampak 2-1 je pa dosegljivo in skoraj da nujno, da seveda ne padejo preveč na lestvici, na zahodni lestvici. No, na srečo niso prav dosti padli na zahodni lestvici s tem porazom, kajti Denver in Houston sta oba zgubila. Houston je igral drugo tekmo v 2 dneh proti Utah Jazzu in prvo zmagal, drugo izgubil. Denver je pa proti prav Mavericksom izgubil in njihov... Ja. Sorry, ne, kar dokončaj, ne. Hotel sem samo omeniti, da je njihov two-way player, torej igralec, ki nima standardne pogodbe, ampak igra malo v njihovi podružnici, malo v glavni ekipi, Ryan Nembhard, na katerega so polagali že velike upe pred sezono, dosegel kar 28 točk iz samo 14 meti, 10 podaj in natančno nič izgubljenih žog. On je bil poleg Davisa en glavnih pri zaslugi za zmago in moram reči, da D'Angelo Russell, ki ga je Nico Harrison pred sezono predstavil kot veliko krepitev, vedno bolj tone po tisti lestvici PG-jev, pred njim je bil že Brandon Williams, ki je začel par tekem, zdaj je še Ryan Nembhard, tako da se spreminjajo stvari v Mavericksih, ampak zgleda, vsaj proti Denverju na boljše. Na srečo so pač Denver zmagali in so Lakersi ostali na drugem mestu na zahodni lestvici. Mislim, niso uspeli se bi ostali, tudi če bi Denver zmagal in Houston zmagal, bi bili še vedno, ker imajo 2 zmagi oziroma 2 tekmi prednosti, ampak je pa zanimivo to, kar si omenil, zdaj ta 2 poraza, recimo Houstona in Denverja proti 2 ekipam iz dna lestvice, iz dna zahoda, Dallasu in Utahu, kar pa tudi same kaže, da je res edini izrazit favorit na zahodu v bistvu OKC, ker tisto, kar se mi zdi tukaj pomembno, je tudi to, da ne vidiš recimo statusa kontenderja oziroma favorita za naslov, se ne pokaže samo na tekmah proti drugim favoritom za naslov, ampak se pokaže tudi na tekmah proti ekipam, ki jih moraš premagati, ki so preprosto toliko slabše od tebe, da jih moraš ne samo premagati, ampak verjetno tekmo odločiti tudi precej pred koncem. In recimo ne Lakersi, ne Utah, oziroma ne Houston, ne Denver ne počnejo tega, kar počnejo OKC, ki preprosto melje slabše ekipe, ki niso konkurenčne in odloča take tekme že precej pred koncem in nima nobenih kiksov še to sezono. V bistvu edini poraz je bil tisti na back-to-backu v Portlandu, kjer so potovali vmes in tukaj rečemo, ok, dobro, potovanje dolgo, vmes back-to-back, pa še nekaj nosilcev je manjkalo, lahko razumeš, ker Portland igra solidno, niti ni ekipa iz dna lestvice. Ampak na drugi strani pa mislim, Lakersi in seveda tudi Denver in Houston imajo take kikse, torej niso, se vidi tudi na teh tekmah, ne samo na tekmah proti najboljšim nasprotnikom, ampak tudi na tekmah proti takim slabim nasprotnikom se vidi, da je OKC neprimerno bolj suveren in siguren kot pa recimo Lakersi ali pa Denver ali pa Houston. In tukaj seveda v tem razredu ekip bo potrebno, recimo tista ekipa, ki bo recimo med temi 3 najbolj ogrožala na koncu OKC, bo po mojem tudi tista ekipa, ki bo še kakšen trade naredila, kakšno spremembo v rosterju, ali pa morda kakšno interno spremembo, tudi da kakšen igralec se doda rotaciji in postane dober igralec v rotaciji, ki je recimo že v rosterju, pa do zdaj ni dobil toliko priložnosti, ampak bolj verjetno kakšen trade. Ampak
Ja, je zanimivo, no, da seveda Denver in Rocketsi podobne neumnosti tudi delajo, recimo kot Lakersi, oziroma se vidi, da nobena od teh ekip ni na nivoju OKC-ja tudi na takih tekmah. Ja, Oklahoma ima največ konsistence, ima tudi, ko bi rekel, že 2, 3 leta ves čas isti kor, isto jedro igralcev, no, sej Denver recimo tudi, ne, Jokić, Mari pa, joj, pomagaj mi, no, Gordon. Ampak ne vem, enostavno njihov trener jih pripravi do tega, da čisto vsako tekmo igrajo, bom rekel, ne lih kot playoff tekmo, ampak ko gledaš branilce od Oklahoma in ko gledaš druge branilce, enostavno vidiš veliko razliko. Ne bom zdaj govoril o favlih, ne favlih, ampak koliko energije vložijo v branjenje, čisto vsake posesti, to mislim, da nobena ekipa, vsaj na zahodu, ne počne. Ja, na polno igrajo vsako tekmo, ne vzamejo nobenega nasprotnika zlahka in imajo 15 igralcev v rotaciji, okay, če je kakšen poškodovan, 14, 13 igralcev v rotaciji, skratka najglobljo rotacijo v NBA, ki mu omogoča konstantno izjemno visok nivo igre. Ampak že spet, tukaj gre tudi za pristop, za mentaliteto in tukaj se vidi pač, da so tista prava contending ekipa, torej pravi kandidat za naslov, oziroma ne samo kandidat, glavni pretendent za naslov. Na drugi strani pa ja, tega ne moremo v bistvu za nobeno drugo ekipo na zahodu reči. So ekipe, ki so blizu, ki recimo, če naredijo kakšen trade, naredijo kakšno spremembo v rosterju, lahko pridejo morda zelo blizu, še bližje, oziroma morda celo na nivo OKC-ja, ampak zaenkrat ne, niso. Je ta drugi razred ekip nekako na zahodu, Lakersi, Houston in Denver, potencialno mogoče še Spursi, ker igrajo zelo dobro, zdaj tudi brez Wembanyame, in Kessel se je tudi nekaj poškodoval, da pa Harper je manjkal nekaj časa, Vassell je tudi par tekem sicer zdaj igra. Skratka, nimajo kompletnega rosterja, ampak držijo nekako korak z Denverjem, Houstonom in tudi Lakersi so še vedno dovolj blizu, tako da v tem drugem razredu zahodnih ekip je dosti več neznank, no, in tukaj je tudi dosti več prostora za izboljšanje še, seveda, kot sem omenil, z kakšnim tradeom ali pa morda tudi s kakšnimi internimi izboljšavami same igre, pa morda kakšen igralec pride bolj do izraza. Zdaj, vsaj ko gre konkretno za Lakers, jaz ravno ne vidim tukaj dosti možnosti, da recimo kakšen igralec, ki do zdaj ni dobival veliko priložnosti, nekako se doda oziroma vstopi v rotacijo in igra pomembne minute. Več ali manj vemo, kakšna je njihova rotacija, in že tako je njihova klop precej slaba. Na takih tekmah se pa to še bolj pokaže. No? Mislim, na koncu, koliko je bilo sploh igralcev, če gledamo samo točke s klopi, bench points, ja, na koncu so Lakersi, če gledamo samo prve 3/4, je bilo 30-16, potem v zadnji četrtini, ko je bila tekma že odločena, so dobili pač tisti end of the bench igralci Lakersov priložnost še pa dali nekaj točk, ampak tudi v tem aspektu se seveda vidi, da jim manjka še kakšen igralec in bojo, po mojem, oni so tista ekipa med temi, ki sem jih omenil, ki najbolj rabi izpeljati kakšen trade, no, ukrepiti obrambo na zunanjih položajih, kakšnega obrambnega igralca, vse smo o dostih opcijah govorili, ampak če bi jim ratali izvesti trade za kakšnega dobrega obrambnega igralca na zunanjih položajih, kakšen Hrbu smo iz Pelikanov že ogromno govorili, Hrbu Johnson, in če bi jim rata recimo kakšnega tazga igralca ali pa vsaj blizu tega nivoja dobiti, bi to lahko že naredili konkretno razliko v tej sezoni in jim po mojem tudi na takih tekmah pomagali. No. Mislim, že spet, Smarta na tej tekmi ni bil in njega ni igral in so ga zelo pogrešali. In če bi imeli še enega podobnega igralca podobnega kova, podobnega obrambnega profila,
potem bi lahko tudi z obrambo lažje pariral. No. Ampak, če pa tega ne bojo naredili, bojo pa morali seveda izboljšati interno določene stvari in si ne dovoliti več takih kiksov. Čeprav, že spet, taka je ta ekipa, oziroma preprosto se vidi, da ni seveda tisti kontender na nivoju OKC-ja, tako kot sem omenil, niso niti Rocketsi, niti Nuggetsi. In ja, vsaj zaenkrat. Sezona je pa še dolga in bomo videli, kako se bo naprej odvijala. Tako, ja, bomo videli. Mislim, da sva zaključila z NBA-jem oziroma z analizo tekme. Zdaj pa izvoli, boš povedal kaj o reprezentanci. Jaz se včeraj nisem gledal, ker sem prišel pozno iz službe, ampak si rekel ti, da imaš en rent, a pa mogoče niti ne, zdaj, ko so zmagali. Ja, ne, sej, rent sem imel po tisti prvi tekmi, zdaj, sej, ne bomo, kaj dosti, se to sem tudi včeraj vidno po tekmi, da v igri ravno ne gre izgubljati besed, oziroma igra seveda ni bila ravno dobra, glede na to, mislim, da so Čehi premagali Švede za 20 točk, oziroma nekaj podobnega pred tem, tako da gre verjetno za najslabšo ekipo v tej skupini 4 ekip, s katerimi se zdaj borimo pred tem drugim delom, in tisti kiks proti Estoniji se bo seveda poznal, ker se točke prenašajo v drugi del, in potem se vzpostavi krog 6 ekip in 3 grejo na svetovno prvenstvo, zdaj iz te skupine pa 3 od 4, tako da tukaj bi skoraj da morali v ta drugi del priti, ampak vsak poraz, ki ga pa zdaj v tem prvem delu utrpimo, se bo pa potem seveda pošteno poznal lahko v tem drugem delu. Zaradi tega tisti poraz proti Estoncem, recimo ta zmaga ga ni nekako oprala, ampak je samo pač na nek način bila nujna zmaga, kjer smo ostali v boju seveda za napredovanje, ker v primeru poraza bi pa res že lahko voda začela teči v grlo. Zdaj, tisto, kar je pozitivno in kar velja izpostaviti seveda v tem kvalifikacijskem krogu oziroma v tem ciklusu verjetno nasploh, je to, da če gledamo recimo povprečno starost ekipe, je ta ekipa zelo mlada. No, praktično vsi nosilci oziroma igralci, ki so dobili konkretno minutažo, so 24 let stari ali mlajši. Recimo Kroflič ga velja pohvaliti za predstavo proti Švedom, zelo dobro igral, na koncu imel tudi drugo največjo minutažo oziroma tretjo najvišjo minutažo na tekmi. In on je še en igralec za prihodnost slovenske reprezentance, šele 19 star, v Megi se kali in tudi tam vedno bolje igra. Tako da je recimo pokazal precej dobrih stvari. Radovič je izvrsten roleplayer, ki bo lahko za reprezentanco igral še zelo dolgo časa in tudi v CD-viti Olimpiji odlično igra in tudi sinoči res. Igralec, ki nekako sodi v vsako ekipo, počne vse tiste majhne stvari, ki jih recimo statistika ne pokaže, ampak so pa nujne za vsako zmagovito ekipo. In tudi Cerkvenik je odlično igral, Stefan Joksimović je spet dobil priložnost in dobro izkoristil svoje minute. Glas je dobro, zelo pomembno vlogo tudi igral na koncu. Strgar, Kunc je tudi v teh kvalifikacijah dobil nekaj priložnosti, Jurković včeraj začel na centru. Ampak vsi te igralci, ki jih omenjam, ja, v bistvu so 24 ali mlajši. Mislim, da Gregor Glas je, če se ne motim, že 25 star, ne, tudi on je 24, ja. Tako da v bistvu gre za zelo mlado jedro, mlado ekipo, verjetno eno najmlajših v teh kvalifikacijah tudi, in vsaj iz tega aspekta je pomembno, da se je nekako začel ta preporod. Edini starejši igralec, v bistvu edina starejša igralca v tej ekipi, v tej postavi sta v bistvu Omić pa Krampelj, ki je star 30 let. In zdaj Omić verjetno niti ne bo na naslednjem prvenstvu,
oziroma zagotovo ne bo, glede na to, da bojo poskušali naturalizirati drugega centra. Krampelj lahko še recimo nekaj igra in doda, in tudi na Eurobasketu se pokazal recimo kot igralec profila, ki ga reprezentanca rabi, ampak vsi ostali, ki seveda v reprezentanci so pa 24 ali mlajši. Samar je tudi igral dosti, recimo ni imel najbolj uspešne tekme, ampak na koncu niti ne tako zelo slabe. No. Mislim, 16 točk, 5 podaj, 4 izgubljene žoge. Na obeh tekmah skupaj je absolutno izgubil preveč žog, ampak on se tudi vrača po skoraj letu in pol pavze, pavze zaradi poškodbe seveda, oziroma časa, ki ga je porabil za rehabilitacijo poškodb, ki jih je imel, in seveda, ko pri teh letih izgubiš tako dolgo obdobje, leto in pol, rabiš nekaj časa, da se vrneš nazaj v ritem, da prideš na nivo pred poškodbo, in počasi on to sezono v Španiji to počenja in mislim, da je lahko tudi v prihodnosti on še pomemben člen te reprezentance, če bo seveda uspešno se vrnil, če mu bo uspel ta povratek po res neugodnih poškodbah. Ahilovo tetivo so mu tudi operirali, tako da vemo, da gre za zelo neugodno poškodbo, ampak ta pomladitev je recimo tista ključna stvar v tem ciklusu. Ampak kljub seveda tej pomladitvi, kvaliteta je še vedno na strani slovenske reprezentance in bi morali seveda odnesti 2 zmagi. Proti Estoncem doma bi nujno morali zmagati, in tista tekma je bila res skupek napak igralcev in seveda tudi selektorjevih odločitev, njegovih rotacij in načina vodenja tekme, ki je pripeljal na koncu do tistega poraza. Na tej drugi tekmi je bilo boljše, čeprav se je videlo, da je Sekulič ogromno eksperimentiral. Nekako se mi zdi, da ni imel enega začrtanega cilja oziroma začrtane ideje že pred samo tekmo, ampak je skozi celotno tekmo ogromno rotiral in eksperimentiral ter poskušal, kaj bo delovalo, iskal neke prave rotacije, pa se mi zdi, da jih je na trenutke našel, pa potem še naprej eksperimentiral, mogoče celo preveč, ampak dobro, na koncu je bila zmaga, tako da, kako že gre tista nogometna, zmagi se ne gleda v zobe. In verjetno je ta rek v bistvu najbolj primeren za to tekmo, poleg seveda tega, da so te mlajši dobili priložnost, pokazali seveda nekaj talenta, in tukaj je še dosti igralcev oziroma še nekaj igralcev seveda v NCAA, ki bi lahko bili zraven, pa ne morejo biti zaradi seveda teh rokov kvalifikacij, ki se pokrivajo z sezonami, in lahko, upam, da se bo to pomlajevanje nadaljevalo potem tudi na naslednjih tekmah in potem poleti, ko bojo kvalifikacijski ciklusi, upam, da bojo dodali tudi kakšne te igralce iz NCAA in tudi njim ponudili priložnost, da potem res dobimo nek oris, podobo reprezentance za recimo Eurobasket 2029, domači Eurobasket, ki je nekako končni cilj tega zdaj širšega ciklusa, ki vključuje 2027 prvenstvo, svetovno prvenstvo, 2028 olimpijske igre, če se bomo seveda tja uvrstili, in potem, kot sem omenil, 2029 Eurobasket. Tako da to je v bistvu to, Marko, kar sem hotel povedati. Imaš ti kakšno razmišljanje o reprezentanci, kljub temu, da si rekel, da ti včeraj zvečer ni uspelo zaradi službe pogledati tekme, ampak kakšno bolj široko generalno razmišljanje? Ja, prav dosti razmišljanj ne, imam eno vprašanje, ko ti toliko več gledaš reprezentanco, vidim, da imamo res dobre zunanje igralce, mogoče tudi dobra krila, ampak visoke igralce pa še vedno ne najdemo, ne, v Sloveniji, še vedno jih moramo uvažati iz tujine. Ja, ne, saj to je pa ena stvar, o kateri smo že dosti govorili, tudi v
mlajših selekcijah imamo zelo nadarjene igralce na zunanjih položajih. Ne nazadnje, sej o Stefanu Joksimoviću smo že dosti govorili, ravno kar je dopolnil 17 let. In je eden od kar nekaj zelo nadarjenih igralcev, skupaj z Krofličem. Kroflič je pa 19 in tudi odličen zunanji igralec. Samar je 24, sicer že malo starejši, ampak potem imamo še Videta, seveda tukaj, pa Klavžar je recimo tudi v NCAA-ju, pa še nekaj ostalih igralcev, ampak večina, ja, na zunanjih položajih imamo res dosti talentiranih igralcev, igralcev z recimo vsaj evroligaškim, če ne mogoče že NBA potencialom, kot recimo v primeru Joksimovića. Ampak ja, na teh višjih mislim preprosto, ja, nimamo, manjka nam centimetrov nekako in je res nabor teh igralcev, ki bi imeli primerno višino za igranje na centrskih položajih, zelo majhen in kakšnih res izrazitih talentov ni. Ja, tako da to je zdaj že standarden problem in se verjetno tudi v bližnji prihodnosti ne bo še rešil, bo treba še naprej naturalizirati, preden bomo kakšnega zelo talentiranega igralca dobili. Sicer se vemo, košarka gre v smer nekako small balla, igre z nižjimi postavami, ampak v Evropi še vedno rabiš centra, ki se lahko tistega 210-211 centimetrov vsaj, ki se lahko recimo zoperstavi, ker ga namreč vsaka reprezentanca ima in zaradi tega je to nekaj, kar ja, nas bo spremljalo, ta problem nas bo spremljal še kar nekaj časa, ja. Ok, mislim, da smo prišli na konec Spacea, smo tudi porabili slabo urco. Si hotel še kaj dodati ali se počasi poslovimo? Ma ne, saj sva bila dolga, v bistvu se mi počasi že mudi, tako da morava v bistvu zdajle zaključiti, ampak ja, se bomo zdaj v petek, mislim, da naslednji Space imeli po tekmi z Raptorsi, in seveda naprej analizirali in debatirali tudi o kakšnih drugih aktualnih topikah, tako da za danes pa lahko po mojem zaključiva, razen če ni še kakšen komentar ali pa vprašanje, ni, to je to. Se lahko samo zaključiva vsem, ki so se nama zdajle pridružili zjutraj in poslušali, pa povabila, da se pridružijo tudi na naslednjem Spaceu. Mimogrede, če seveda želite na YouTubu poslušati, tam smo prisotni, Sportinfo kanal na YouTubu, se lahko naročite in všečkate naše posnetke ali pa na podcast platformah, tudi Spotify, seveda Sportinfo in tam nam pa lahko pomagate s kakšno oceno, tako da to je to. Za zdaj pa ja, vam lahko zaželim lep dan še naprej in se slišimo na naslednjem Spaceu. Živjo! Se slišimo, adijo!